Torej, 5 izzivov. 3, 4, zdaj. Digitalna pismenost zajema več spretnosti. Prva je iskanje informacij in preverjanje, ali jim lahko zaupamo. Digitalno pismena oseba zna tudi ustvarjati lastne vsebine, na primer natipkati seminarsko nalogo ali zmontirati TikTok video. Naslednja sposobnost je uporaba tehnologije za vsakdanje, konkretne naloge. Ne smemo pa pozabiti niti na varnost pri uporabi tehnologije in spoštljivo komunikacijo. Moraš pogledati v knjižnico, če imajo knjigo za Cankarjevo tekmovanje. Jaz sem na Google napisal hobist, potem sem napisal v knjižnico Loka, vsi oddelki in sem poiskal 2 knjigi in obe sta izposojeni na dom. Moja naloga je, da preverim, če je Sarin profil na Instagramu zaseben ali javen. Kliknemo na te 3 črtice in pogledamo tle account privacy in piše, da je privaten. Novi predmet informatika in digitalne tehnologije bo namenjen sedmošolcem. Mlade naj bi učil osnov računalništva in jim pomagal pri razumevanju digitalnega sveta. Moja naloga je bila, da sem najdu, kako priješ iz Škofje Loke do Kopra in pol je pisal, koliko stane karta. Na računalniku se bi rad naučil narediti kakšno bolj preprosto igrico, pa kakšno risanko. Znam delati PowerPoint, v Wordu poiskati kje na Googlu. Rada bi se pa naučila delati kje v Scratchu, da lahko narediš svojo igrico ali pa kaj takega. V naslednjem letu bodo strokovnjaki pripravljali vsebine za ta predmet. Na urniku pa se bo prvič pojavil leta 2028, ko bosta v 7. razredu Maša in Liza. Kaj pričakujeta? Pričakujem, da bomo na računalniških programih delali stvari, za katere so narejeni. Jaz pričakujem, da bomo ustvarili kakšne igrice. Ta znanja so pomembna povsod. V šoli, za vsakdanje življenje in uporabljali jih boste tudi v službi. Kako digitalno pismen si pa ti?